Poglejmo si še nadaljevanje animacije. Torej to bo izgledalo tako, da če zaženem animacijo, prvi del smo že animirali, potem pa se nadaljuje naprej in dodamo še drugo animacijo. Torej, če kar začnemo, torej tukaj imamo izdelek, ki smo ga skupaj ustvarili. Dodati moramo torej novo stran in na drugi strani prva stvar, ki je pomembna, je ozadje, ki je, če se spomnite, izgledalo, kot da se nadaljuje. To bomo dosegli z zrcaljenjem ozadja. Torej to samo kopiramo, gremo na drugo stran in prilepimo. Če zdaj pogledamo prvo in drugo stran, je ozadje popolnoma enako. Če pa ozadje zrcalimo, bo ob prehodu izgledalo, kot da se nadaljuje. Na drugi strani smo animirali še oblak, tako da ponovimo še animacijo elementov. Pa mogoče še, kako bi dosegli, da dež pada iz tega oblaka in da se to skupaj premika. Če poiščemo torej še dež. In izberemo tega, ki je že animiran, je v GIF obliki. Postavimo dež pod oblak, tako da gremo na plasti in premaknemo. In zdaj je pač pomembno, da ta dva objekta, ta dva elementa združimo. To naredimo tako, da držimo tipko Shift na tipkovnici in kliknemo oba, ali pa ne, to ne bo šlo, ker nimamo zaklenjenega. Če bi imeli ozadje zaklenjeno, bi lahko tudi z miško šli čez oba elementa in jih s tem označimo oba ter združimo. Zdaj, ko je združeno, lahko premikamo kot en objekt in recimo, da bo štartal od tukaj nekje. Gremo na animiraj, spet bomo ustvarili sami animacijo in premikamo ta oblak. Zdaj verjetno nekoliko počasneje. Ko ima tudi kakšen premor in spustimo. Tako. Torej, zdaj nam manjka še animacija med stranema. Tukaj bomo samo dokončali pod animacijo. Če želimo dodati prehod, je pomembno, da smo v tem pogledu. Če ga zamenjamo, namreč imamo strani. Če bi se vam torej zgodilo, da imate pogled, kjer imate eno stran pod drugo, ga zamenjajte, tako da imate spodaj sličice in lahko preklapljate med različnimi slajdi. Če gremo torej z miško vmes, lahko s plusom dodamo stran, nas pa zdaj zanima prehod, animacija strani, kliknemo sem in tukaj imamo nekaj na voljo, recimo samo prelivanje, kakšno krožno premikanje, barvni prehod. Ta recimo je tudi luštna, ampak v našem primeru, da bomo dosegli to premikanje kot v risanki, izberemo preval, ampak ga lih malo podaljšamo, da se nas zgodi to tako hitro. Torej, če gremo zdaj počasi, se lepo premika. Če bi imeli več strani in jih bi želeli na enak način animirati, samo da dodam še eno stran. Torej, ko kliknemo na določen efekt, na določeno animacijo, jo lahko uporabimo na vseh straneh. Seveda zato rabimo več strani. In to je, kar se tiče animiranja strani, tudi več ali manj to. Potem je samo odvisno, koliko smo kreativni, kateri efekt uporabimo, v katerem primeru, kar dostikrat naredi največjo razliko in super vizualni efekt.